Pomoč družini na domu je storitev, ki je primarno namenjena starejšim. Zanjo je značilno, da se izvajalci pomoči lahko prilagodijo uporabniku na terenu. To je zelo pomembna pomoč za starejše, kjer je oskrbovanih preko 100 ljudi, odvisno od dnevnih oziroma mesečnih potreb, se tudi ta številka dinamično spreminja in je zelo pomembna. Člani občinskega sveta so obravnavali poročilo o izvajanju storitve za leto 2019. Delo v preteklem letu je bilo dobro, gre za storitev, ki bo zagotovo v prihodnje vključena v dolgotrajno oskrbo. Tudi ta zakon že dolgo pričakujemo in upamo, da bo čim prej sprejet in da bo ta pomoč družini na domu sistemsko urejena, sistemsko financirana. Zaenkrat občine skladno z veljavno zakonodajo to storitev organizirajo in tudi sofinancirajo. S to storitvijo zagotovo zmanjšujemo pritisk na domove za starejše in v duhu trajnostne skrbi za starejše omogočamo več oblik oziroma več načinov nekako življenja v starosti za naše starostnike. Na seji so prav tako obravnavali uskladitve cen storitve pomoč družini na domu. Prihaja do spremembe cen, kajti cena je v veliki meri odvisna od stroškov dela. Stroški dela so se po skladu s spremenjeno zakonodajo z dvigom plač tudi nekoliko spremenili, zato je ta uskladitev potrebna. Občina v tem delu izdatno sofinancira to storitev, več kot je zakonsko omejeno oziroma določeno, kar omogoča, da se čim več pomoči potrebnih lahko vključi in ta uskladitev je pač nujna. Polna cena za 1 uro storitve po novem znaša 19,98 evra, pri čemer 14,48 evra oziroma 71,90% prispeva občina Sevnica. 5,20 evra pa prispevajo uporabniki. Storitev, ki bo opravljena na nedeljo, bo občina Sevnica subvencionirala v višini 68% cene, storitev, ki bo opravljena na državni praznik ali dela prost dan, pa v višini 72%. Osebam iz ranljivejših skupin, denimo tistim, ki prejemajo pokojnino, ki je nižja od 580 evrov, občina Sevnica na podlagi vloge storitev subvencionira.